Žal se je ocena, ki smo jo imeli včeraj, da gre za kontaminacijo, za zastrupitev tega ribnika, pokazala kot dejanska, kot resnična, tako da Zavod za zdravstveno varstvo, ki je izvršil analizo vzorca vode, je danes nas uradno obvestil, da je v vodi koncentracija strupa in da je ribnik v bistvu zastrupljen. Tako da mi sedaj poskušamo vodo osvežiti, prečistiti, voda se spušča iz zgornjega ribnika normalno naprej, Snaga dovaža tudi svežo vodo, gasilci so tu, da skupaj z predstavniki ribiške družine poskušajo ribe reševati. Nekdo je moral tu nekje v bližini nekaj delati ali pa je namerno spustil strup. Prišlo je do fizične kontaminacije. Prvič nudimo pomoč pri reševanju rib, še živečih iz vodne površine. Ugotavljali pa smo tudi, kakšna koncentracija oziroma v kakšni količini je izteklo sredstvo v ribnik. Glede na volumen ribnika in po podatkih, ki smo jih dobili strani Zavoda za zdravstveno varstvo, je ta količina približno pol deci. Tega strupa, tako je. To je za zelo toksično substanco. Nekako tudi ocenjujemo, da bi to res lahko šlo za pranje kakšne cisterne. Ali drži, da ta snov v Sloveniji ni registrirana? To jaz ne vem. Slišala sem te podatke tu nakoli, da že od leta 2006 ni registrirana. Koliko rib je poginilo zdaj? Rečemo cirka 50 kg, je pa vprašanje, če ne bomo spraznili, bo poginilo vse. Tudi če bomo jih spraznili, pa je vprašanje, če bodo preživele, to še bomo videli. Koliko pa je rib noter? 200-300 kg recimo. 200-300 kg, to so večinoma koji krapi? Koji krapi so, pol nekaj smučev, nekaj rdeče ok, ribjega drobiža, bomo rekli. In kakšna škoda je že sedaj po vaši oceni? Glejte, škoda, če gledamo ribo, kot ribo računati, je mogoče 2-3 tisoč evrov. Če pa računamo, da bo treba celi ribnik sprazniti pa mulj čistiti, pa gre v 10 tisoč evrov.